Korošica Eva Boto je širši slovenski javnosti postala znana s sodelovanjem v oddaji Misija Evrovizija. Zmaga jo je z rosnimi 16 leti popeljala na nastop za pesem Evrovizije v Baku. S sodelovanjem pri Mavrici pevskih talentov je gotovo pripomogla k boljši energiji mladih nastopajočih. Jaz sem zelo vesela, da sem lahko danes tu, tudi kot žirantka. Malokrat se to zgodi in to je za mene res taka čast, ker ponavadi je glih bilo obratno, da sem jaz stala na odru pa tekmovala, pa so me drugi ocenjevali. Že res od samega 10. leta pravzaprav tekmujem na različnih tekmovanjih in da zdaj pa je obratna situacija, pa še toliko boljš, pa tak nek nov, pa fajn tak prijeten občutek. Kako je pa vaša pot potekala? Verjetno tudi preko takih manjših odrov najprej, ne? Potem smo vas pa gledali tudi na velikih. Ja, prvo je tako že v vrtcu, glavne mama je vedno rekla, edina si se drla, ko si bila mala, tam vsi so stali v zboru, niso vedeli, kaj bi sam ti izpela. Pa pred 10 letih sem začela v bistvu v Avstriji na mednarodnem tekmovanju, pa sem zmagala in je to bila moja prva zmaga in od takrat naprej, od koroških talentov do mednarodnih tekmovanj tudi drugje, pa tudi na Fans festivalu, v glavnem krno, sem se kar udeleževala teh tekmovanj in tu sem dobila tudi pol več, kako bi rekla, manj sem imela treme, raje sem nastopala in ja, potem je prišlo do Misije Evrovizije, ker sem potem zmagala, prišla na televizijo, itak. Sanje so se mi uresničile pol še na Eurosong in se je kar stopnjevalo, letos pa še popevka. Žirija poleg glasu kljub mladosti nastopajočih ocenjuje tudi njihov nastop. Jaz moram reči, da kar šteje vse, ampak ti tudi, če ne vem, kako dobro poješ, pač dobiš tudi tisto nastopanje oziroma se moraš tudi to naučiti pa navaditi, ker se pravim, lahko nekdo ful dobro poje, pa ima ful veliko tremo, pa ne upa stopiti na oder in to je pač treba z nastopi pa z različnimi tekmovanji to pač pridobiti in pa pol zmanjšati tremo, pa da vse boljš steče tudi, no. Kako ste se pa vi začeli spopadati s tremo doma pred ogledalom? Nimam pojma. Jaz vem, da pred 10 leti mislim, to sploh nimaš treme, ker ne razmišljaš. Se mi zdi, da ko si otrok, pa si res pač mlajši, ne razmišljaš toliko. Se mi zdi, da imam kar malo več treme zdaj, ker si pač večji perfekcionist, pa bi vse imel popolno, pa vse hočeš, da je tip-top, ker si pa otrok, se ti pa nekako tudi ne. Mislim, vsaj meni, z moje strani je bilo tako, da sem imela manj treme od samega začetka. Trema letošnjih nastopajočih ni izdala, glede na dober odziv udeležencev pa se organizatorji veselijo takšnega tekmovanja tudi v prihodnje.